Naslednja predavateljica je Lucija Kous, ki je ravnokar magistrirala z antično marikulturo na vzhodnem Jadranu. Če sem prav videl, predavala bo o ribolovu kot o gospodarski dejavnosti antičnega Rima. Kolegica je pa zdaj na podiplomski šoli ZRC SAZU, skratka doktorantka tukaj v tej hiši. In bo predstavila literarne epigrafske vire, ki govorijo o ribolovnih tehnikah. Prosim. Najlepša hvala. Lepo pozdravljam še z moje strani. Jaz sem se za magistrsko nalogo osredotočila predvsem na izkoriščanje morskih virov na obali vzhodnega Jadrana, sicer s par primeri tudi iz širšega Sredozemlja, ampak danes govorim izključno o antičnem ribolovu kot neki gospodarski dejavnosti, do katere sicer pridemo na koncu, tako da zdržite z mano. Je pa ta antični ribolov sicer lahko zelo široka tema, s katero povežemo seveda tudi delavnice za soljenje rib, s tem povezano pridelavo ribjih omak, ampak danes, kot sem rekla, izključno o antičnem ribolovu v kontekstu arheoloških virov, epigrafskih virov, ki jih sicer samo omenim, in pa antičnih ikonografskih virov. Če si čisto na hitro pogledamo te antične pisne vire, seveda treba pri preučevanju takih tematik pregledati tudi antične avtorje. Tukaj je sicer en seznam avtorjev, ki omenjajo ribolov, lahko bi jih bilo še več. Ampak pri teh antičnih avtorjih seveda zasledimo informacije o tehnikah, ki so jih uporabljali v antiki za sam ribolov, o živalskih vrstah, ki so jih lovili ali pa jedli, tudi o tem, da ribolov na primer povzroča lenobo. Moramo pa sicer pri tem vzeti v obzir, da so ti antični pisni viri seveda namenjeni predvsem višjemu sloju prebivalstva. Tako da Platon ribolov označuje kot da povzroča lenobo. Imamo tudi kakšne antične avtorje, ki pišejo, da je ribolov dejavnost, ki je nevredna svobodnega moškega in podobno. Se pa po drugi strani z ribolovom ukvarjajo tudi višji sloji. Torej, Plinij starejši piše o tem, da je ribolov dejavnost, ki jo je primerno izvajati za čas bivanja v svoji vili. Plinij mlajši piše, da bo čez okno svoje sobe v vili na jezeru lovil ribe in podobno. Tako da tle je zdaj spet ta neka dvojina, čeprav so ribiči dejansko nekje nižje na sami družbeni lestvici znotraj tega antičnega obdobja. Zdaj pri Aelianu in Oppianu na primer zasledimo tudi te osnovne tehnike ribolova. Aelian podaja rečemo metodo ribolova z mrežo potegalko, o njej bom sicer pol še malo več povedala. Pišeta pa tudi o tem, iz česa so izdelane ribiške palice. Zdaj, seveda vemo, v arheoloških najdiščih se te ribiške palice zelo redko ohranijo, oziroma se skoraj da ne. Načeloma narejene pretežno iz trstikovca. Je pa tukaj še ena zanimivost, da so za to vrvico uporabljali pretežno konjsko dlako, za katero pravijo, da mora biti črne, sive ali rdeče barve, vse ostale niso primerne za uporabo. So pa te vrvice sicer tudi prebarvali na tako sivo modro, vijolično modro, da se v morju to ni videlo. Ikonografski viri z druge strani seveda tudi predstavljeni, ko rečemo, vodilo za preučevanje teh antičnih ribolovnih praks, ampak moramo biti tukaj pri teh interpretacijah zelo previdni, ker ti čudoviti ikonografski viri izhajajo predvsem iz območja Severne Afrike. Zdaj tukaj so samo trije primeri, jih je veliko več, ampak na vzhodno-jadranski obali na primer teh upodobitev nimamo. Zdaj, zakaj pravim, da moramo biti previdni? Zato, ker ni nujno, da so enake ribolovne prakse uporabljali skozi celotno Sredozemlje. Je sicer res, da se ribiči rečemo, premikajo po tem Sredozemlju, da iščejo nove selitvene jate rib, da iščejo dobra ribolovna območja, preko česar bi sicer lahko rečemo prenašali oziroma širili to specifično znanje ribolova, ampak kot pravim, je treba jih vzemati z neko rezervo. Se pa na teh upodobitvah, ki so večinoma iz zasebne sfere, se pravi rečemo neke obmorske vile, podeželske vile, fontane in podobno, se
ti mozaiki nahajajo predvsem tam, kjer je še neka voda zraven. Se pravi, da ta realističnost še bolj pride do izraza. So pa ti mozaiki sicer zelo kompleksno zasnovani, rečemo, tudi upodobitve teh živali oziroma morskih živali, ki so lovili v tistem času, so res zelo skoraj da nerealistične. No. Zdaj, kakšno mrežo so seveda malo težje upodobili, ampak vseeno. Zdaj, o epigrafskih virih čisto na hitro. Sicer jih je v Sredozemlju okoli 13 samo, mogoče sem kakšnega spregledala, ne me preveč za besedo jemati, ampak navsezadnje vseeno ti epigrafski viri pričajo o nekih združenih ribičev oziroma ribičev in potapljačev in teh združenih smo danes tudi že govorili v kontekstu trgovcev in podobno. Zdaj, kar se tiče rib znotraj prehrane, tukaj imam spet en seznam rib, ki sem jih jaz zasledila, da so jih konzumirali v času antičnega obdobja, pa tudi seveda drugih morskih živali. Najboljši pregled tega dobimo v kuharski knjigi, ki je pripisana Apiciju, kjer se 9. in 10. poglavje dejansko nanašata na to morsko prehrano. Je pa zdaj s temi ribami tako. No. Mislim, v antičnih pisnih virih sicer govorijo, da so te, rečemo, sveže ribe bolj za višje sloje, medtem ko so konzervirane ribe za nižje sloje ali pa v sklopu nekih prehrambnih navad ladijskih posadk, kjer se tudi v teh ladijskih razbitinah najdejo določene amfore z sledovi rib oziroma teh soljenih rib, da naj bi konzervirano ribo in pa te manjše sveže ribice jedli kot predjed, medtem ko so te večje sveže ribe za glavno jed, da so morske ribe bolj cenjene kot sladkovodne in tako dalje. Zdaj preko ikonografskih upodobitev spet v bistvu vidimo, da gre za vrste morskih živali, ki jih lovijo pretežno rečemo iz obale oziroma iz čolna, pa seveda tudi navezavo na lovljenje z mrežami. So pa seveda v rimskem času poleg rib jedli tudi morske polže, školjke, ki jih sicer uporabljajo tudi za druge gospodarske dejavnosti, ampak te morske polže in školjke uporabljajo tudi kot vabe za trnk. Mislim, to je rečeno v antičnih pisnih virih. Ribolovne tehnike, kot sem rekla, opisujeta Aelian in Oppian. Zdaj te 4 osnovne tehnike ribolova zasledimo pri teh dveh avtorjih. Sicer te tehnike lahko razširimo še malo bolj, sploh če se gleda tudi na današnje tradicionalne tehnike, ker se to ni kaj preveč razlikovalo v tistem času. Aelian, na primer, podaja to operacijo oziroma ribolovno prakso z mrežo potegalko, ampak je tukaj treba preveriti oziroma imeti v mislih to, da ta njegov opis vključuje večje število posameznikov, 5 čolnov, domnevno nekih večjih plovil z 12 vesli in če razmišljamo tudi malo bolj logično, seveda ni vsaka odprava potrebovala takšnega števila posameznikov. Ne. Ker z ribolovom so se seveda ukvarjali tudi sami posamezniki, se pravi, ne vem, ribič, ki je hotel oskrbovati svojo družino z morskimi viri ali pa neki samooskrbni kmetje in podobno. Zdaj sicer, če govorimo o tem komercialnem ribolovu, ki je rečemo pomemben sploh v tem sklopu delavnic za soljenje rib, naj bi najbolj učinkovitejša tehnika bila z mrežo za metanje. To opisuje sicer antični pisni viri, mreže se nam zelo redko ohranijo na arheoloških najdiščih, spet smo tukaj v Egiptu, tam načeloma bi se kakšna mreža lahko ohranila, ampak so te mreže potrjene predvsem glede na uteži, ki so lahko svinčene, keramične ali pa tudi kamnite, samo o tem lahko tudi še malo kasneje. Plus Oppian na primer navaja, da te velike ribe, kot so tun, lahko po ujetju v mrežo to poškodujejo, zato je potrebno 24-urno opazovanje. Zato se na arheoloških najdiščih zelo velikokrat najdejo tudi kakšni ostanki, šivanke oziroma igle za šivanje in popravljanje mrež. Zdaj v antičnem ribolovu, kar se tiče ribiškega orodja in opreme, seveda zelo širok nabor rečemo arheoloških artefaktov, sploh v kontekstu trnkov, kjer moramo seveda malo previdno razmišljati o tem, da če zraven nimamo nekega antičnega konteksta, je te trnke zelo težko
povezati z antičnim obdobjem, ker kot vidite na sliki zadaj se niso kaj preveč bistveno spremenili skozi časovno obdobje. So pa te terenki iz različnih materialov, različnih velikosti in zelo, zelo pogosti na priobalnih najdiščih. Seveda pa zraven tudi te uteži, ki smo že prej omenili, ki se razlikujejo, zato so lahko tudi tipološko opredeljive. Kamnite so sicer zelo redke, vsaj na teh vzhodnojadranskih najdiščih so zelo redke, večinoma prevladujejo keramične uteži in pa tudi svinčene. S tem, da svinčene so včasih imele lahko gor tudi kakšne okraske v smislu nekih geometrijskih motivov morja oziroma valov in podobno. In pa seveda harpune, ki so jih uporabljali pretežno v nočnem ribolovu, se pravi z bakljami, ker svetloba privlači morske organizme, ki potem s sabo privlečejo večje ribe in potem te ribe ujamejo z harpuno ali pa z kakšnimi manjšimi ročnimi mrežicami. Zdaj, kar se tiče arheoloških dokazov v teh ribiških ladjah, so ti kar precej skopi, bom rekla. Skopi so tudi pisni viri, ker pisni viri načeloma ne govorijo o obsegu teh ladij, koliko so te ladje velike in podobno. Ampak, če gledamo na same ikonografske vire, bi lahko rekli, da so ti ribiški čolni manjši, brez jader, mogoče kakšen tudi z jadrom, in pa da so jih poganjali na vesla. Zdaj, na teh ladijskih razbitinah oziroma ladjah iz pristanišč se seveda zelo velikokrat med gradivom pojavlja tudi ribiško orodje. Ampak moramo biti tukaj spet previdni s to interpretacijo, ker ne moramo zagotovo trditi, da to ribiško orodje predstavlja primarno dejavnost te ladje oziroma tega plovila. Lahko je šlo samo za neke začasne ribolovne operacije ali pa spet za prehranjevanje posadke. Zdaj, te izključno ribolovu namenjene ladje so sicer zelo težke za prepoznati. Makrobi, na primer, tudi omenja neke ribogojniške čolne. Zdaj, tukaj se čisto na hitro lahko navežemo tudi na ribogojnice kot take, ker jih poznamo tudi z vzhodnojadranske obale. Imam pa tukaj v bistvu dva primera, oziroma tri teh ladij, ki bi jih lahko povezali z ribiškimi ladjami oziroma transportom sveže ribe. Ena je seveda Fioncino 5, ki predstavlja, rečemo, najzgodnejši dokaz o transportu sveže ribe s tem notranjim lesenim bazenom, ki je imel na dnu tudi luknjice, ki so jih potem z lesenimi čepi tudi zaprli za stalen dotok sveže vode. Julia Felix je bila sredi 2. stoletja potopljena v morju pred Gradežem, ki sicer zdaj eni avtorji se nagibajo k tej interpretaciji, da je bila namenjena tudi transportu sveže ribe, drugi spet ne, ker ta sistem napajanja ladje preko rezervoarja dejansko nakazuje samo svinčena cev, ki je bila zabita v ladijsko dno. Na neki točki naj bi bila ta ladja potem predelana v neko transportno plovilo za transport amfor, kjer so bile na ladijske razbitine odkrite tudi amfore z sledovi rib. In pa grška ladja iz Marseja, ki je po rekonstrukciji sodeč podobna Seriliji. Serilije omenjajo tudi antični pisni viri kot neka pomožna plovila v pristaniščih, ker niso mogle vse ladje s tem ogromnim ugrezom priti do samega pomola. Lahko so se pa na neki točki seveda uporabljali tudi za občasne ribolovne operacije. In zdaj dve taki ladji oziroma rekonstrukciji ladji, ki bi bile lahko podobne Serilijam, poznamo tudi iz Zatona pri Ninu. So pa datirane v 2. stoletje. In zdaj samo še za zaključek glede ribolova kot gospodarske dejavnosti. Raziskovalci zelo dolgo časa sicer niso dajali nekega prevelikega pomena temu antičnemu ribolovu kot neki ekstremno gospodarski temi, ampak zdaj vemo, da je to izkoriščanje morskih virov, se pravi ne samo rib, ampak na splošno izkoriščanje morskih virov, imelo v nekaterih antičnih mestih zelo, zelo pomembno vlogo. Kot primer lahko navedemo Velijo v južni Italiji, za katero na primer Strabon piše, da tam ni bila kaj preveč rodovitna zemlja, da bi se zdaj lahko ukvarjali z poljedelskimi kmetijskimi izgubila sem besedo, v poljedelske in kmetijske namene, ampak je bila primarna dejavnost
tistega naselja, predvsem ribolov in s tem povezano soljenje rib. Ali pa, ne vem, primer modernega Kadiza, ki že od punskih časov naprej slovi kot zelo, zelo pomembna lokacija, pomembno mesto, kar se tiče ribolova in soljenja rib. Na neki točki, mislim, da v 3. stoletju pred našim štetjem začnejo tudi kovati novce z upodobitvami 2 tunov na reverju, da še malo bolj pokažejo, kako so oni zasloveli s tem ribolovom in soljenjem rib. Rimska mesta so se seveda tudi borila za dostop do ribolovnih lokacij in nadzor nad temi lokacijami. Kakšna antična mesta so prišla tudi v spor z rimskimi davkoplačevalci, ker mesta niso rabila plačevati nekih davkov oziroma dajatev, carinskih dajatev, ampak je to plačal rimski davkoplačevalec, tako da so bili včasih kar tako obsežni spori. Je pa ta, rečemo, obsežen ribolov s temi mrežami res usmerjen v odprto morje, v uvedbo ribiških mrež, ki potem oskrbujejo te delavnice za soljenje rib, ki pa so namensko zgrajene in res nakazujejo to cvetočo industrijo oziroma cvetočo ribolovno dejavnost, ki deluje v sklopu potem komercialnega trga. Ker so imela antična naselja seveda tudi tržnice, ki so jih oskrbovali te ribiči oziroma pač te ribolovne dejavnosti, čeprav so ribiči še vedno nizko na tej družbeni lestvici. Kakšna grška antična mesta, zasledila sem v enem članku, da so imeli tudi zvonce oziroma da so začeli zvoniti takrat, ko so sveže ribe prišle na tržnico, da so potem vsi prilavali seveda tej višji sloj spet. Zdaj, ko sem govorila o teh ikonografskih verjih, sem se malo naslonila tudi na mobilnost ribičev. Ribiči dejansko zaradi te selitve, ko iščejo selitvene jate rib in ko iščejo dobre ribolovna območja, po vsej verjetnosti sabo nosijo tudi te prakse oziroma širijo to specifično tehnično znanje, kar se tiče antičnega ribolova iz ene regije v drugo. In to ne vpliva samo na lokalno prehrano, ampak na splošno, na izkoriščenje morskih virov in pa posledično tudi na gospodarsko dejavnost samih naselij. Hkrati pa seveda vzpostavijo tudi pomorske poti, ki kasneje postanejo del trgovskih mrež. Tako da za zaključek, ribolov je več kot le lovljenje rib. Hvala. Najlepša hvala.